Pozdravljeni. Pred mesecem in pol smo v urgentnem centru UKC Maribor pričeli z postopno uvedbo testiranja pacientov z verjetno okužbo na COVID z hitrimi antigenskimi testi. Prvi rezultati so bili dokaj spodbudni in priznati moram, da smo jih v urgentnem centru za sam pretok pacientov in za hitrejšo, boljšo obravnavo s pridom začeli uporabljati. Seveda je teh hitrih antigenskih testov na tržišču veliko, tudi javnost je od njih zvedela že marsikaj in kakor velja za ostale stvari v življenju, tudi tukaj po analizi 8 različnih testov lahko povemo, da velja malo denarja, malo muzike. Z tega stališča sedaj vemo in imamo že dokaj dober občutek o diagnostičnih značilnostih posameznih testov in trenutno v urgentnem centru uporabljamo dva. Enega, ki ga nekako štejemo sedaj kot zlati standard, ima tudi naprednejšo tehnologijo, in ta drugega med, nižje cenovnimi, ki pa se uporabljajo in jih še dodatno poskušamo validirati za širšo uporabo, ne samo v urgentnem centru, ampak tudi za uporabo širše v zdravstvenem sistemu. Glede na več kot 2000 opravljenih hitrih antigenskih testov na pacientih, ki bi lahko bili okuženi ali pa so bili okuženi z COVID-19, smo se v skladu oziroma pripravljajoč na udejanjanje te odredbe vlade, ki govori, da bi bilo sprva treba vse zdravstvene delavce, kasneje pa tisti, ki so bili v delovni skupini, kjer je prišlo do neke okužbe oziroma izbruha, ki bi jih bilo treba testirati, smo nekako sedaj se pripravljamo in anticipiramo, kateri izmed številnih testov bi bil najpomembnejši. Kajti vedeti morate, da če je to test, hitri antigenski test, na podlagi katerega bomo zdravstvene delavce dopustili k delovnemu procesu s pacienti, želimo največjo mero varnosti, največjo mero pravilnih testov. Kot rečeno, vsaj ducat različnih ponudnikov se je že oglasilo, različnih cen. V UKC-ju smo do sedaj testirali že 7 oziroma testiramo še 8. in 9. In med tistimi v cenejšem rangu, med tistimi sedaj nekako poskušamo validirati, kateri bi bil najboljši, kateri bi bil dovolj varen, da bi ga lahko uporabljali v vsakodnevni praksi, se pravi, da bi ob sumu lahko zdravstvene sodelavce hitro jim odvzeli bris in v roku 15 do 30 minut ugotovili, ali lahko še naprej delajo s pacienti ali ne. Trenutno testiramo dva izmed teh boljših od nižje cenovnih testov. Testne značilnosti moramo priznati, da niso perfektne in niso takšne, kot je standardni PCR, ampak iščemo neko ravnotežje med dostopnostjo, ceno, hitrostjo testa in seveda testnimi značilnostmi. Tako da upamo, da izberemo nekako najboljšega. Moram pa opozoriti javnost, da to seveda niso testi za 1,5 € ali kakšne podobne smešne cene. Kot že rečeno, malo denarja, malo muzike. Glede na izkušnje z uporabo hitrih antigenskih testov na več kot 2000 bolnikih v zadnjem mesecu in pol v urgentnem centru Maribor, smo se odločili, da izmed pol ducata različnih proizvajalcev in različnih testov primerjamo dva, ki se zdita najbolj obetavna, dva izmed nižjega cenovnega razreda napram standardnemu PCR testu, ki velja nekako za zlati standard. In vsled tega, da bi v ustanovi našli test, ki bi bil najbolj varen, zato da lahko zdravstvene delavce pripustimo k pacientom, varen, dostopen in seveda tudi cenovno ugoden. Vsled tega smo sedaj zastavili študijo, kjer primerjamo in upamo na več kot 200, mogoče celo 300 zdravih prostovoljcev
katerim smo oziroma bomo še odvzeli brisa za hitri antigenski test ter za standardni PCR in želimo ugotoviti, kako skladna sta ta dva testa. Do zdaj na podlagi dosedanjih izkušenj že vemo, da hitri antigenski testi niso perfektni, niso enakovredni standardnemu PCR-ju, vendar je pa res, da so cenejši, predvsem pa veliko hitreje dostopni. Tako da zdaj iščemo test, ki bi nekako bil najboljše ravnotežje med dostopnostjo, časom trajanja, ceno in pa predvsem seveda varnostjo za zaposlene in za bolnike. V urgentnem centru UKC Maribor smo v zadnjih tednih, predvsem pa v zadnjih 2 do 3 mesecih, zabeležili izredno strm porast primerov bolnikov z COVID-19 in ta rast, treba priznati, se zadnje tedne ne zmanjšuje in tudi zadnji teden do 10 dni še kar raste. Temu primerno tudi seveda število hospitaliziranih v UKC Maribor. Naj poudarim, da pacienti v urgentni center prihajajo seveda iz ožje mariborske regije, pa tudi širše iz celotne severovzhodne Slovenije, od Prekmurja, Koroške ter širše podravske regije. Porast števila je velik, še večji je pa porast deleža takoj z hitrimi testi prepoznanih rdečih oziroma obolelih pacientov. Vsi postopki obravnave, stabilizacije, diagnostike pacientov so namreč pri teh bolnikih veliko daljši. Ne morem reči koliko natančno, ampak prav gotovo 2 do 3-krat daljši, predvsem pa zahtevajo tudi veliko več kadra. Delo je zahtevno, ampak nekako se lahko pohvalimo, da ga sodelavci z številnimi dodatnimi močmi nekako zmoremo. Je pa to veliko število pomeni pa problem oziroma izziv tudi za hospitalizacije in hospitalizacije v UKC Maribor. In ravno v zadnjih dneh se je že velikokrat zgodilo, da smo našo sivo cono, se pravi tistih pacientov, za katere vemo ali pa zelo utemeljeno domnevamo, da so oboleli in se pravi torej kužni, da smo sivo cono morali že enkratno razširiti, se pravi razširiti še za skoraj enkratno število obravnavanih pacientov, kajti nekakor nismo mogli najti možnosti za hospitalizacijo. In v takšni situaciji se potem moramo poslužiti tudi sistema, platforme oziroma ključa porazdelitve pacientov za premestitve v druge bolnišnice. In ravno sinoči smo bili priča temu, da ni bilo možno hospitalizirati stabilnih pacientov, ki pa so potrebovali bolnišnico, ni jih bilo možno hospitalizirati v UKC Maribor. Zaradi tega smo za pomoč in koordinacijo zaprosili dispečerski center zdravstva na nacionalnem nivoju, ki nam je potem pomagal z dodelitvenim ključom, kjer so nam v pomoč namenili do 10 bolniških postelj v Ljubljani, 5 v izolski bolnišnici in 5 v Šempetru oziroma Novi Gorici. Vseh k sreči nismo rabili uporabiti oziroma pacientov odpošiljati v oddaljene kraje. Na koncu so se viri znašli znotraj UKC-ja. Je pa treba priznati, da z sedanjo dinamiko pandemije zadeva postaja vse bolj kritična in mesta ter viri v samem UKC ter tudi v urgentnem centru enostavno pohajajo oziroma postajajo vse manjši oziroma jih porabljamo res do konca zmogljivosti.